Za nazaj bom poskušal biti zelo kratek, pa se raje fokusiral za letošnjo leto. Zdaj, če se malo pohecam, Janez, ne boš verjetno jezen, naš najbolj odmeven projekt je bila zagotovo sanacija vstopne stavbe bazenskega kompleksa na Nivicah, tako da vi bazen delate, mi ga že obnavljamo, tako da je kar malo za hec, da ne bo. To je bila prva polovica, drugo polovico pa smo pričeli z izgradnjo prizidka športni dvorani, katero letos verjamem, da bomo uspešno pripeljali k koncu. Kar nekaj cest smo v lanskem letu naredili tako na Gabrce, Radeče, v naselju Svibno, na Vrhovški gori, Prapratno, Vrhovo, uredili sprehajalno pot na jez. Nismo pozabili na naše gasilce, v Svibnem so dobili svoje vozilo. Izpostaviti gre selitev naših gasilcev PGD Vrhovo v nove prostore, kar je bila dolgoletna želja in smo lansko leto to skupaj z gasilci uresničili. Pa še en projekt se je v lanskem letu začel, kateri verjamem, da bo letos uspešno končan, to je projekt Rune, da bo, jaz verjamem, da vsako gospodinjstvo prišla optiko, kar je danes že kar nuja. Moram pa reči, da smo bili od začetka zelo nezadovoljni z njimi, ampak zdaj pa upam, da gremo po pravi poti. Pa še v lanskem letu tudi projekt komunalne ureditve na naselju Dobrava, kjer res skoraj dobesedno rastejo hiše, kot govoril podržim, pridobivamo, jaz velikokrat rečem, za en blok mladih družin v hišah, kar je pa seveda za vsako občino več kot dobrodošlo. Če grem na leto 2026, jaz sem vesel, proračun imamo pod streho, težak je 8 milijonov 348 tisoč evrov, samih investicij pa nekako za slabih 3 milijone evrov in tudi pri nas se bo kar nekaj gradilo. Samih cest se zdaj ne bi dotikal, ena velika bo pridobitev na krajevni skupnosti Jagnjenica, skoraj 2 milijona vreden pločnik, od tega bo dobršen del šlo na državo, ker je to državna cesta, 340 tisoč evrov cirka pa naših sredstev. Kar nekaj vodovoda se bo uredilo, tudi tu ne bi poimensko. Pa en tak lep projekt, 3-leten, kot je bila danes že omenjena, zelena infrastruktura, se nam obeta. Tudi tukaj hvala za dogovor za razvoj regije, da smo ga uspešno pripeljali do konca in računam, da bomo. Radeče si upam reči, da bomo, seveda vsaka občina je lepo, vsak svojo pohvalo, ampak ta center pa nam ni v ponos, no in letos pa le pričakujemo, da gremo v rušitev vstopne stavbe v Radeče, skupaj projekt tam nekje med 2 milijona pa pol, 3 milijone evrov, od tega 1 470 tisoč evrov zelene površine, ostalo pa naš denar občinski, nekaj seveda tudi kredita, tako da bomo v 3-letnem projektu, si upam reči, prenovili komplet središče Radeče. Kot sem že omenil, športna dvorana se dokončuje, kar nekaj pa pričakujemo tudi iz intervencijskih programov, tako da samih težkih stvari za Radeče, nekih podorov, kakšen plas in to in računam, da tam nekje za 700 tisoč evrov naj bi tam sanirali. Nekako skozi omenjam gasilce, pa ne slučajno, gasilci društva so vsaki občini motor občine, brez njih nekako ni življenja, ni vsega tega in jaz sem vesel na naših 50 društev in ni slučajno, da so tudi sami zelo aktivni in gasilci v letošnjem letu pridobivajo 4 gasilska vozila. Še ena stvar, katera je prav, da vam povem, da ne boste slučajno kak mesec jezni na Radečane, v Vrhovem posodobljena lepa cesta skozi glavna G1, zelo prometna, Krško-Celje, pridobivamo radar, tako da ko bomo ga dobili, bomo objavili, če boste pa potem, ko boste že vedeli, da je pa prišli na to, pa ne biti jezen, če boste nam plačali. Tako da se malo heca, ampak mi smo takrat, ko smo šli v to rekonstrukcijo ceste, že napovedali, kaj se bo naredili in danes so šoferji enostavno nemogoče, ker ta ravnina in je skupaj s krajevno skupnostjo bila odločitev, da tam postavimo stacionarni radar, tako da jaz verjamem, da to župana ne bo odnesli. Tako da jaz bi počasi zaključil, seveda bom pol na vsa vprašanja odgovoril, če boste imeli kaj za vprašati.
ampak sem pa še enkrat z Janezom pohecel, kar tiče, po moje smo že mi dva rešili, ko smo bili na občinskem prazniku, se da tiste karte veljajo za otvoritev, ker smo bili na občinskem prazniku, za otvoritev bazena. Ne? Tako da upam, da jih imate ne danes s sabo, ampak doma, ker bo sigurno takrat veliko za jesti pa zapiti, tako da pridemo. Ja, vse skupaj seveda pa, zakaj sem rad včasih malo hudomušen v teh časih, veste, jaz večkrat rečem, da je fino, če se vsak dan, ko se zbudimo, rečemo, da bomo veseli, kje smo se rodili. In to je naša lepa Slovenija, naše lepe Posavje, pa seveda naše lepe Radeče, in zato vam z tega mesta želim vse dobro v 2026, pa naj to, kar se po svetu dogaja, se ne prenese tudi v Slovenijo, ampak naj se tam konča, pa naj se tam lepše stvari začnejo, pa nas nam je pa tako lepo, sem priznati si moramo. Hvala.